Ti imaš pa kar papira, nimaš vate. Jaz vem, kaj moraš ti je že za kuro. A je že za kuro? A veš, kaj ti narediš? Moraš lepo skule gor položiti, a lahko jaz. No kar, da vidim Mija. Kako ti gre? Bravo, iz prve, bravo, specialc moj, to je to. V redu, a ne? A? To je to, ne? Samo zavest serijsko. V redu, počutje? Dobar? Super. Za papir bo treba pa malo večkrat potegniti, ne? Pa malo hitrej, veš? A ti si se pa ranil v beton? Si se praskal? Boš rajš vatico imel? Okay. No, da vidimo, punce. Kar močno morate biti, močno treba pritisniti. Močno pritisni, močno pritisni. Bolj nacufi vato, da ti ena sama iskra že vato prime. Lej, ti imaš polepe iskre, pa ti vata ne dovoljuje, da bi zagorela, ker je preveč zbita, veš? Morate bolj nacufati. A dej no, ni res, nič ne piha preveč. To je samo izgovor. Dej bodi jeza, najde, pržgi. Še. Bravo, še. Še, potegni močno, jezen bod. Bravo, si videl. Odlično. Evo ga. Pokaži najprej, da vidijo gledalci, kaj imaš v roki. O, Marija, kaj pa je to? Povej. Medved. Kakšen? Polarni, rjavi medved, bravo. Ima sebi po zimi gre spat. Ja. A mogoče kdo ve, koliko časa medved spi po zimi v Sloveniji? Do konec zime. Ne bo držalo. Koliko dni približno? Če vam povem, da v Kanadi spijo po 140 dni na leto, koliko mislite v Sloveniji? 50-55 dni. Maksimalno. Ja, zelo malo spijo, zato ker nimamo hudih zim. Ni dosti snega. In če ni snega, se pač medvedi premikajo. Če pa veliko snega, se pa ne more, ker imajo, so taki debeli in bi s trebuhom si po snegu. Zelo težko bi hodili po snegu, no, globokem. Ok? Kaj mi znaš še povedati? In imajo zelo ostre kremplje. Ja, drži. Koliko pa ima prstov medved? 5? Ja. Da mu ni mrzlo, zaradi tega, ker je dolg. Ima kožuh zato, da ga ne zebe, ne? Oziroma da mu ni vroče tudi, ne? Ima lahko tudi neke vrste izolacijo. Kako se pa hladi? Hladi se pa... Gre se namočiti v kalužo, v kakšno vodo, a ne? Pa se namoči, pa se ohladi, tako kakšen kuža. V redu. Naslednja. Dam ti 2 točki, zapravo pravilno si povedal zasled in 3 stavke okrog te živali. Naprej. Bi prosil za tišino, kolegi. Da kolega lahko, da se ga bo razločno slišalo, prosim. Divja mačka
Divja mačka Pokaži sled. je istak, je podobna domači mački, samo da je bolj napadalna. In zelo je podobna volku. Čakaj, zdaj si rekel najprej domači mački, pol volku, to je kar velika razlika, a ne? Odločiti se boš mogel. Bolj je domači mački. Ja. Po čem pa je znana divja mačka? Kaj ima na repu? Mogoče veš. Ne. Take črne kolobare ima, take črne krogce ima narisane gor na repu. Po tistem jo najhitreje prepoznaš, a ne? Absolutnici sem mislila. Kako? Pa nažalost ti moram povedati, da ti dam, ok, za divjo mačko, boš še kaj veš o divji mački? Še en stavek vsaj povej v nej, če ne ti ne moram da točke. Divja mačka lahko skoti. Daj, rajši povej, koliko ima nog. Boš bolj zihar. Ima 4 noge. Odlično, dam ti eno točko za opis divje mačke, tole pa ni sled divje mačke, ampak ničesa drugega, ki bomo pa potem na koncu povedali, ok? Naprej. Kar pokaži, prosim, Maj. To je sled divjega prašiča. Divji prašiči so podobni domačim prašičem, imajo veliko razlik. Kaj še vemo o divjih prašičih? Imajo 4 noge, Ja? kratek rep, Koliko kratek? tako. Samo? Ne, malo več. Malo večji pa je, ne? Ok. Moram tako spaziti. Barva? Rozasta. Rozasta? Ne, divji prašiči so bolj O divjih prašičih govorimo, ne domačih. bolj taki bež, rjavi. Rjavi do črni, ne? Ok. Ok, naj bo. Tole žal ni sled divjega prašiča, bomo tudi pol na koncu povedali. Dam ti samo za eno točko za opis divjega prašiča. Ok? Čeprav to ni divji prašič. Naprej? To je sled srne. Srna ima rjav kožuh, Ja, rjav kožuh ima, drži. ima roge, Ima noge. ima roge. Srna. Ja, Ali srnjak? Kdo ima roge? Srnjaka, ne? Moški ima roge, srna jih pa nima, drži. Ok, priznam. Je rjave barve in ima koliko nog? 4 noge. 4 noge, a ne? Kaj pa ona je? Travo. Travo v glavnem, ne? Kako? Ona je meso? Ne. Ne je mesa, ne? Tako je, drži, bravo. Dam ti 2 točki, se pravi pravilen opis srne oziroma srnjadi in pa pravilna ocena tele stopinje. Drži? Ok, ste si zapomnili? Še nekdo. Ja, še ti, kolega, prosim. To je volk, Volk. ima 4 noge, 2 Ja. ušesa, Ja? Barve? sive, črne. Ja? Ok, dam ti eno točko za volka, tole pa ni sled volka, ampak nečesa drugega. Ne bom izdal, zato ker me zanima, kaj bojo še ostali ugotovili. Prav? Ok? To je sled risa, ima 4 noge, srednji dolg rep, 2 ušesa, na ušesih sta pa še tako 2 mehna čopka, pa ima še črne lise. Drži. Dobro, dam ti eno točko za opis risa, tole pa žal ni ris. Lahko pa povem, da je popolnoma enaka kot tole, vendar
velika toliko, kot je tale cel krogec, približno, mogoče malo manjša. Ok? Se pravi, ne bom povedal, kaj to je, še zaenkrat, pa bomo potem pogledali, kje so bile napakice. Ok? Se pravi, 1 točka zaenkrat. Gremo naprej. To je sled lisice. Lisica je oranžkasto rdeče barve. Ima 4 noge, 2 ušesa. Živi na poljih, travnikih, ponekod blizu mest. Kako se imenuje njeno domovanje, mogoče se spomniš še? Lisičina. Lisičina. Ja, lisičina. Ok, bravo, odlično, 2 točki. Pravilna sled, oziroma stopinja in pa pravilen opis. Naslednja je katera? Bolj na glas, prosim. Evo, kuhna se dela. Lega. Kaj se kuha? Rižota. No, super. Ok, gremo naprej, prosim. Do ukrep. Ok. Ima kratke dlako, ena pasma mačka ima dolgo dlako, druga ima ima 2 ušesa, pa smrtok. Bravo. Dam ti samo 1 točko za opis divje mačke, to niso sledi divje mačke. Bomo povedali, kaj to je in pa kaj imamo še. To so sledi veverice. Veverica je zelo majhna. Pokažeš malo, prosim, roko makneš. Odlično. Malo tako bolj na flede, ja, da se malo vidi. Super, ja. Je zelo majhna žival, sicer z 4 nogami, 2 ušesama in na zadnjih nogah ima 4 krempljev ali pa prstov, bi lahko rekli, na sprednji ima pa 5. Dlako je rdeče-oranžka, zadnja sta javorni, različne barve, tudi je zelo dašna žival, kot primer recimo, če jaz stopim v nje, se bi zelo hitro odmaknila in šla stran. A smo jo danes videli, da ali ne? Je bila lepa, ne? Ja, ok. 2 točki, a ne? Se pravi, drži, to so sledi veverice in zelo lep opis sta podali. Žal več kot 2 točki ne moram da za to, a ne? Čeprav so se izdatno potrudili, tako da ste pohvaljeni, v bistvu ste vse pohvaljene punce in pa seveda Jernej, a ne? Kako se počutiš med puncami? V redu. Odlično. Ste sešteli točke Ja, za njih, koliko imajo? 6. 6. 7. Jaz imam tukaj sled divje svinje. Divje svinje je sivo-črne barve. Imam rogove v ustih. Rogove. Kako se temu reče? Čekane. Čekane. Ja. Potem ima krep. Prosim lepo. Kratek krep Krajši rep ima, ja. je, Je zelo majhna, ima 4 noge. Kako majhna, kako to misliš? Bolj taka, bolj nizka, je livna, tako kot nek. Ne bi rekel. Divje svinje so precej više lahko od domačih svin, ker ima zelo dolge noge, zato da lahko tečejo hitro, ne? Tako da s tem se ne bi strinjal, mogoče še kaj drugega veš. Že kolegi pred tabo so povedali o divji svinji kaj, če se spomniš. Še en stavek. Ima 4 noge. Bravo. Dam ti 2 točki. Ja, torej imaš pravo sled, torej pravo stopinjo divje svinje in pa opis je bil tudi korekten. Velja? Čestitam, 2 točki.
Aljoša, zdaj si ti, a? Tole je stopinja volka, ima 4 kremplje, volk je sive barve, ima tudi 4 noge, pa tako, srednji dolg rep. A ima rep do tav ali ga ima do prvega skočnega sklepa tle od Do zadaj? prvega košnega sklepa. Ne, do tav ga ima. Ja. No, Kdo ima do prvega skočnega sklepa rep dolg? Ne. Šakal. Ok, to je samo pa tako. mesojed. Dobro, odlično. 2 točki. Jaz sem pa, imam šakalovo sled, ima rep do prvega košnega sklepa. Skočnega sklepa, ja. Skočnega sklepa, je hiter, je kakšno belo črne sive barve, Dobro. ima 2 čopka na šesih. Čopka? Si zarisa zamenil? Ne. Šakal pa nima čopkov. Nič hudega, si se zmotil, nič ni problem. Pa ima 2 ušesa, Dobro. Dam ti pokončna eno- pa 4 noge. Dam ti eno točko, tole ni sled šakala. Bomo povedali. Tako da ja, žal. Imate še eno? Ja. Evo ga. To je sled vidre. Vidra je podvodna žival in ima 4 Noge? ali noge Ja, in prehranjuje se z ribami, drži. ima plavalno kožo. Odlično, 2 točki. Evo, ste povedali. Mislim, da imate 7 točk. Ja. Ste zmagovalci. Zmagovalci, bravo. Bravo. Ostali 2 skupini pa imata po 6 točk, drži? Ja. Vi ste imeli eno več, sled ne bi bilo pošteno. Čestitam punce, tudi vam, za trud. Živijo, boste kje starše pozdravili? In kaj želite? Kaj lepega? Lepo se imejte, evo starši, ste slišali. A se imate v redu? No, lepo. Živijo, boste kje starše pozdravili? No, lepo, evo, tako. Super. Odlično, kar gremo naprej. Jo, a veste, kje se nahaja naš tabor? Če pogledate nazaj, to je dom pod Liscem, se je včasih imenoval, in to je bil v bistvu počitniški dom za otroke, ki so običajno iz Primorske oziroma iz Rijeke prišli na smučanje po zimi. Tukaj otroci lokalni so šli pa dol poleti na more k njim. Tako da, tako je bilo to. Tamle po moje pa zajec na sred travnika, ga vidimo? Ja, tisto tam. A ga vidite? Vidite? Ja. Zajce, lega. Zaujaj. Ja, bravo, za unim drevesom. Nič nalažemo, malo posnetka. Ja. V redu? No, super. Zaenkrat, dokler je ravnina. Dokler je ravnina. Pa šprint, a? Ne, se ne bo nič hudega. A ste dober? Ja. Zakaj ne? Ne veš? Star fižol. Jo, jedu star fižol. Ste še kje starše pozdravili? No, lepo. Privet. Privet, tovariši. Starši. Živijo. Ja, tako. Tako, jaz bom povedal, dragi tekači, tole je, kako bi rekel, napad na lisec, ne? Na znani, gre za simbolično nagrado, a ne, kdor bo prvi gor, dobi, kaj? Magnetek po lastni izbiri. Dobro, srečno pot do vrha, 3, 4, zdaj! No, se zelo hladno, oziroma zelo prijetno hladno, ni vroče.
Ravno je bilo 2 dni deževno in je zdaj fantastično vreme, temperature ugodne. In evo ti naši varovanci že pridno šopajo gor na Lisec, s katerega imamo čudovite razglede po Notranjski. Evo jih. Lešnike smo najdel, sam še niso zreli, pridite pogledat lešnike. A so zreli? Niso še. Eno, če niso zreli. Super, mi najde lešnik. A zrela je to? Evo. Pulice, bravo. Dela. Evo, najdu. Ajde da si gledalec. Živijo. V gust, ti kakšne skakalnice. Jo, to pa ne vem, to pa se bojo kakšni starejši Bločani spomnili tega smučišča. Jaz nisem nikoli tle smučil še. In parkrat smo se tako spustili sankami dol izpod znožja. Kar počasi, Jan, kar počasi. A si spet? Kje, na istem mestu? Dober. Si cel? Aha, okej. Kakšna praskica mogoče. Jari, so to šlo hitro z sankami. Veš, kako to šiba, ja. Manj da obaje preleti. Končno lepo vreme, a? Kaj rečete? Dosti imamo tega dežja, a ne? A? Se strinjate? Zdaj pa akcija, prav? Obljubim. Ste čist drugačne volje tudi videl, a ne? Itak. Skus to noter biti, pa se zdaj se malo dolg čas. Pa nekaj razlagati, ker si pač povedne energijo, ker ne veš, kaj bi delal, a ne moš nekaj, a ne. Pač, če ne... Ja, moramo se nekaj naučiti, ne moramo samo v zrak gledati, a ne? Ja, zdaj smo že 2 dni skus bili. Ja, to pliješ dol v Ljubljana, da zunaj hiši to. Ej, ne tekaj, ne tekaj. Ne tekamo. Da ne bi kdo tekal, sem povedal že prej. Se ne boš ustavil zlepa, pa boš padla. A bil je v Libanonu. Po. Hello. Ojoj. Ste vsi celi? Ne? Jaz nisem cel. Vojašnica stara, ne, vidimo. Ja, tako, tam, ko so že ruševine, vidiš, na začetku. Ja, nekaj se je že podarilo, nekaj se bo podarilo. A bo kaj ostalo? Ja, nekaj pa že ostalo, v njih hangari, ki so odzadaj, si rdečo streho, ne. Pa žaga je tam ena novo, tista siva stavba na začetku. Ja. To. Industrijska cona je tukaj postala zdaj. A dober razgled tukaj, a? Ja. Fajn, ne? Predujem stolko. Ja. Laris. Prav ni na bele hiši, prav tam. Blizu
spalta na polje. Je razbiti znak, da se bo spal, ne? Aloh, nehajte kričati! Dobro je. Piskice. Lej ga. Ti si Jernej. Tako je prišel naš klopak. Kaj si prinesel? Kobilico. Rumeno kobilico si mi prinesel pokazati. Ja, kako si fajn. Tvoja prijateljica že? Jernej. Palčkov. A gremo? Ja. Smo vsi že? Ne še, nismo še. Tu ni šans, da padeš. A ne, da ni šans, da padeš. A jo imaš? Pokaži jo. Koliko je velika, a? Tle, visi, če, pusti jo, sad da jo posnamemo. Le, koliko je velika. Le, koliko je velika. Poglej to kobilico. Mira, ko daš. Vse sama skočile proti tebi. Meni zdi Honda. Ducati Panigale. A je strmo tole smučišče, a? A je naporno? Ni preveč hudo, ne? Ja. Gremo?